V seriji dokumentarnih filmov Zgodbe lovcev bomo skupaj z lovci odkrivali njihovo naravovarstveno vlogo in njihove poglede na velike zveri v naravi. V tokratni zgodbi bomo pogledali v preteklost in raziskali, kako se je odnos lovcev do risa spreminjal skozi zgodovino. Zgodbe lovcev. Ris skozi zgodovino. V mnogih delih Evrope je človekov razvoj pomenil vse večji vpliv na okolje. Pri tem so zveri, kot je ris, pa tudi druge divje živali, utrpele veliko škodo. Zgodbo začenjamo s Cirilom Štrumbljem, slovenskim lovcem in gozdarjem, ki je sodeloval pri uspešni naselitvi risov v severne Dinaride leta 1973. Ris, pa sploh velike zveri so se ohranile tam, kjer človek ni intenziviral narave. V srednji Evropi so naravo intenzivirali, so jo spremenili in so imeli takrat za iztrebitev velikih zveri velik uspeh. In tukaj, na Balkanu, pa ljudje niso obvladali narave, zato so se tudi velike zveri ohranile. Tako se je ohranil volk, ris in seveda tudi medved. Biolog in genetik Tomaž Skrbinšek pojasnjuje razloge za zmanjšanje števila risov v preteklosti. Če se postavimo nazaj v ta naš prostor nekje v 19. stoletju, je bilo gozda neprimerno manj, kot je danes. Divjadi, sploh teh ključnih vrst, ki so risoplen, v tem primeru govorimo predvsem o srnjadi in gamsu, divjadi je bilo dosti manj, kot je danes. Nekatere vrste so bile na robu izumrtja ali so celo izumrle, tudi v dinarskem prostoru. Ob tem so risa, podobno kot ostale velike zveri, aktivno preganjali. So bile celo razpisane nagrade za vsakega ustreljenega risa. V preteklosti je bil odnos do velikih zveri sovražen, ker zver mu je delala škodo na domačih živalih. Zato so velike zveri preganjali povsod in tam, kjer so bili najbolj intenzivni, so tudi zveri izginile z narave. Prisluhnimo zgodbi upokojenega oskrbnika živalskega vrta in slikarja Ludvika Kunca, kako lahko dejanja posameznika prispevajo k upadu risje populacije. Já znám případ, kdy v Bílém potoce byl lesník, polovník, který nosil skládací sklopec a měl obrovský koberec v tom svém bytě. Měl tam 12 nebo 14 rysů. Nosil ten sklopec, až rys do toho sklopce vlez, zastřelil ho. Všechny ty kůže byly vypracované amatérsky, všechny se zkazily. Ale tento pán byl postrach rysů ve velké fatře. V preteklosti zakoni zveri še niso ščitili. Celo nasprotno. Države so razpisovale nagrade za usmrtitev volka, medveda ali risa. Presenetljivo je, da so se velike zveri sploh ohranile. Zgodovina pa nas uči, da so nekateri lovci že tedaj prepoznali pozitivno vlogo velikih zveri v naravi in jim namenili posebno mesto v svojem srcu. Poslušajmo izpoved Štefana Zatroha, ki se je iz lovca risov spreobrnil v njihovega zaščitnika. Za risa sa platilo ešte aj zástrelné, 500 korún za zástrelné. To bolo ako škodná zver, za vlka 2000 bolo toho času, takže každý sa snažil uloviť niečo také, lebo povedzme ako začiatočník lesník, tak nejaký veľký plat nebol, tak si sa snažili chlapci dačo ku tomu privyrobiť. Strelil som risa, toho mám tu, toho jedného, no potom som to šanoval, ako toto strieľať, také zviera, škoda. Tudi Ludvik Kunc opisuje primer nadzornika in lovca, ki je imel spoštljiv odnos do risov. Primer, ki jasno kaže, da imajo lovci visoko naravovarstveno etiko, ki jo je treba ceniti. Že to není tak špatně, že zase Karol Halák, vynikající strážce z Hráčské doliny, taky už nežije, říkal Ludvík, nikdy bych to neudělal, nikdy bych nezvedl pušku. 100krát jsem toho rysa viděl v Hráčské dolině a na osobitě a na svým vrchu.
A je to tak nádherné zvěra, že je to skvost těchto hor. Tak jsem se zase potěšil, že se člověk musí u těch polovníků učit. V začetku 20. stoletja so risi izginili z območja Slovenije in Hrvaške. Tu jih ni bilo naslednjih 70 let. Kljub temu nekateri lovci nanje niso pozabili. Ciril Štrumbelj pojasnjuje, da so že tedaj poleg risa cenili in se trudili ohranjati tudi ostale velike zveri. Zaslugo za ohranitev medveda ima Auersperg. Auersperg je bil takrat konec 90. let 19. stoletja je bil lastnik praktično cele Kočevske in je lahko urejal tudi lov. In on je prišel do tega, da če bodo medveda tako preganjali, bo izumrl. In on se je zavzel za to, da so medveda zavarovali. To je bilo tam okrog 1890. leta. No, ko smo 73. leta naselili risa, smo se začela s Šviglom, takrat mojim šefom, pogovarjati, da smo pravzaprav nepošteni, varujemo medveda, varujemo risa, volka pa ne, čeprav je tudi del narave. In tako smo uvedli za volka lovopust. To je bilo, mislim, da 74. leta, 76. je pa že zavaroval volka tudi zakon. Prej je pa bil volk izven zakona in se ga je lahko ubijalo vedno in povsod. Anton Marinčič, vodja lovišča s posebnim namenom Jelen, pojasnjuje, da je današnji odnos lovec-ris kompromis med željami lovca in potrebami risa. Ris izključno rad lovi na prosti naravi. Ris se tudi zelo redko vrača na več dni na plen. Vemo, da se vrača parkrat, največ, ne? Da ima rad svežo hrano, ne? In zaradi tega je predpogoj, da je populacija srnjadi, ki je osnovna plenska vrsta za risa, zadosti močna. Seveda je ris konkurenca takrat, ko si ti finančno odvisen od tega, kar boš iz lovišča potegnil. To je nedvomno res. Na eni strani smo z srnjadjo, z odstrelom, odvzemom srnjadi bili do skrajnosti varčni. Do skrajnosti varčni. Če povem primer, da smo mi, ko sem jaz začel delati, streljali 470 glav srnjadi, zdaj jih pa streljamo 65, pove vse. Kar je za 28.000 hektarjev sramotno nizko. Dejansko sramotno nizko, ampak ni sramotno nizko, če imamo risa. Če imamo volka, če imamo medveda, če imamo divjega prašiča in če vse te komponente, ki vplivajo na številčnost srnjadi, tako ali drugače seštejemo, ni sramotno. In mene ni nič sram, da imamo tak. Celo ponosen sem na to, da imamo tako majhen odstrel. Ker se pač prilagajamo na to, kar hočemo imeti. Hočemo imeti biodiverziteto takšno, kakršno imamo, ali pa še boljšo, čim več tudi plenskih vrst, ne? In zaradi tega delamo tako.